Stefan. Lep pozdrav in imenu članov Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kot je gospod Stefan omenil, letos praznujemo 10 let svojega skupnega delovanja. Povezala so se mesta, ki imajo na svojem območju najkvalitetnejšo ali pa največ kulturne dediščine, ali pa ki za to kulturno dediščino tudi najbolje skrbijo. Povezali smo se z namenom skupnega promocije prepoznavnosti naših mest, predvsem pa skupnega zavedanja o potrebi prenove in oživljanja naših mest, mestnih središč, z dejavnostmi, z dogajanji, z vsem tistim, kar v naša mesta prinaša razvoj. Kajti želimo, da tako kot so v preteklosti naša mesta živela, živijo tudi v prihodnjo, pa ne glede na to, da jim kakšen čas mogoče ni najbolj naklonjen. Različna obdobja je naše združenje imelo v teh 10 letih, trenutno smo v obdobju zelo aktivnega dela za vseh 11 članic združenja je, ampak je to pač veselo obdobje, pa smo veseli tega. Smo v središču izvajanja projekta Mesta in kultura. Sredstva za projekt smo pridobili to so evropska sredstva, pridobili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. 300 000 evrov je vreden ta projekt, 60% financiran strani Ministrstva za gospodarstvo, 30% so financirajo občine, ki so članice združenja, in 10% ponudniki turističnih storitev v vseh občinah članicah. S tem projektom želimo povečati poznavanje slovenskih mest, povečati potrošnjo v slovenskih mestih, kar ni zanimivo, in pa predvsem tudi zadržati goste v naših mestih. Mogoče nekaj dni več ali pa nekaj dni več. V projekt je vključenih 11 mest, v vsakem od mest najmanj 10 ponudnikov. To pomeni 110 razlogov, zakaj del letošnjega poletja nekaj ur ali nekaj dni preživimo v naših lepih, očarljivih, starih, zanimivih zgodovinskih mestih. Akcija je, cel projekt je tako zastavljen, spodbuda temu našemu popotovanju po zgodovinskih mestih, bo to ta brošura, ki je gospod župan, nikoli ustavljen čas. Poleti bomo lahko si ogledali mesta in pridobivali nalepke. Spodbudili bomo ta obisk mest s tekmovanjem in na koncu sledi seveda tudi žrebanje z nagradami. Zato resnično povabilo, da del poletja preživimo v naših mestih, si ogledamo katero od neštetih in kvalitetnih kulturnih prireditev, ki so tle noter predstavljene, ali katero se udeležimo in si ogledamo kulturno dediščino, to so gradovi, drugi spomeniki, galerije, muzeji, ali pa se pomodlimo pri katerem od ponudnikov v naših zgodovinskih mestih. Mogoče, če mi župan dovolj ob tej priložnosti prebrala tiste, ki so strani slovenskih pozic vključeni. Žička Kartuzija s prireditvami, Mestna galerija Rimer kot ponudba kulturne dediščine, prireditve v mestu, v centru, potem poletni glasbeni večeri v Žički Kartuziji in pa tisti ponudniki turistični, tisti konkretni nosilci turistične dejavnosti. Pletarstvo Kalšek Štefan, čebelarstvo Žvikart, gostišče Gastuš, Pup Beli konj, Palada, z želišči in pa penzion Kračun, medicinsko-estetski center. Ne nazadnje, pa seveda tudi Zlati grič, ki mislim, da vse 10 let spremlja tako delovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kot tudi občine Slovenske Konjice v tem našem skupnem druženju. Tako, v koncu samo še, mogoče bomo potem še kakšno besedo rekli, ampak ne bi bila zdaj v začetku predolga, samo še zahvala vsem tistim, ki strani občine Slovenske Konjice aktivno delajo in sodelujejo pri delovanju združenja. Moram reči, da so res aktivni sodelavci, tudi ne nazadnje seveda zahvala Tjaši, ki ima včasih s delovanjem ali pa z tem našim projektom še več dodatnega dela.
In pa seveda zahvala gospodu županu za razumevanje in podporo našemu delu. Hvala lepa. Še mogoče Renata? Ja, zdaj se še bomo majčkeno vrnili na to 14-dnevno praznovanje naše občine. Kot je že gospod župan povedal, kar precej dogodkov, bi jaz čisto na kratko morda dodala, da tako kot že vsa pretekla leta se tudi letos v to 14-dnevno praznovanje vključujejo različna društva, se pravi od kulturnih do športnih društev, potem Mladinski center Dravinjske doline, pa čebelari, pa Društvo prijateljev mladine, Varstveno-delovni center, vinogradniki, kot je že bilo povedano, vrtec, Lambretov dom, tako da bodo nekako vsi v ta mozaik 14-dnevnega praznovanja dodali svoj kamenček. Jaz ne bi podrobneje naštevala vse prireditve, ker jih je veliko že izpostavil gospod župan. Mislim pa, da bodo vsa gospodinjstva seveda prejela to zloženko in si bodo lahko podrobneje tudi sami pogledali, kako bomo v teh 14 dneh praznovali v Slovenskih Konjicah. Čisto kratko. So prazniki, vrati, ponovno veliko prireditev, če mogoče izpostavite, tistih nekaj najpomembnejših. No, med pomembne prireditve sodi vsekakor 20. obletnica osamosvojitvene vojne, ki bo 22. junija ob 18. uri v Domu kulture. Že predtem pa bo 18. junija svečana akademija ob 20-letnici delovanja Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice. In še nekaj takšnih pomembnih dogodkov se bo zvrstilo v teh dneh. In jaz sem resnično vesel, da se je kar nabralo teh pomembnih dogodkov, tako da smo imeli že kar težave, kako jih umestiti v urnik, da ne bi bilo vsega naenkrat preveč in da ne bi kdo slučajno izpadel. Odprti teh novih prireditev je letos nekoliko manj, pa vendar 2 cesti stavni program. Ja, vsekakor je odraz časa lanskega leta, kjer je bilo kar nekaj pomembnih projektov po terminskem planu dokončano. V sedanji situaciji pa seveda nismo načenjali nekih večjih zadev, razen tam, kjer so dela že v teku, kjer gre za sofinanciranje strani Evropske unije ali pa strani državnega proračuna. No, kljub vsemu pa imamo v načrtu v naslednjih 14 dneh odprtje 2 odsekov lokalnih cest oziroma javnih poti. Eno je lokalna cesta, odsek na Tepenskem vrhu, in drugi del pa je več odsekov javnih poti v območju Zbelovske gore, kjer je bilo zelo, zelo potrebno že nekaj narediti. Mogoče malo podrobneje ta 2 projekta, kaj ste tam naredili? Na Tepenskem vrhu gre za odsek nekaj več kot 500 metrov utrditev podlage in pa celotna preplastitev, seveda pa v delu tudi zamenjava vodovodnih cevi. Na območju Zbelovske gore gre pa za približno 2,5 km cest, kjer je šlo za razširitev, menjavo ostroja tam, kjer je bilo to potrebno, in pa seveda ponovno asfaltiranje. No, nekako se že odraža, da je tisto najhujše za nami, vsaj sodeč po odzivih v posameznih podjetjih, kjer veje tudi že optimizem, kjer se odpirajo novi programi, kjer se širijo obstoječi programi. Tega je pravzaprav vsak človek silno vesel, če to sliši za svojo lastno sredino.